Spoštovani gostje, torej nadaljujemo z današnjo predstavitvijo. Jaz pravim, da je posameznik in posamezni ustvarjalec je tisto, kar je pomembno za celotno družbo. In Mihael Toš je posameznik, individuum, ki ima svoje poglede in svoje ustvarjalne navdihe in seveda tudi on izredno čuti to mesto, tako kot verjetno mi, vsak zase, vsak na svoj način, zato tudi tukaj živimo, zato tudi tukaj ustvarjamo in zelo me veseli, da se je Miha odločil, da to predstavi tudi malo bolj intenzivno, širši javnosti, povabi k ugledu tudi preko internetnih sodobnih medijev k tem detajlom mesta Ptuj. Izvoli, Miha. Peter, hvala. Spoštovani, še enkrat lepo zdrav. In bomo rekli lepo zdrav v Petavi na Ptuju. Kaj pomeni Petava? Ime Petava je nastalo iz spojitve Petav in Ptuj. Se pravi, ko poslovenimo Petav, dobimo Petavo. In kakšno vlogo igra v tem kontekstu Petav? Naslednjo. Jaz sem v sklopu magistrskega študija raziskoval nemško gledališče na Ptuju in takrat, če se dobro ozremo, so že leta 1894-1896 zelo mnogo neke vrednosti in pričakovanj polagali na arhitekturo mesta. Želeli so rasti, želeli so priti nekako izpod sence Gradca, Dunaja in v monarhiji zasesti neko vlogo. Jaz sem nekoč to imenoval, tako malo bi temu rekel friki Monte Carlo monarhije. In na podlagi česa so to počeli. Zavedali so se, da je to mesto, ki je staro več tisoč let. Niso počeli zaradi nekega napuha ali škodljivega egotripa, ampak zaradi dejstev, ki so jih razumeli in tudi povzeli. In v letu 2012, ko je tudi bil kulturna prestolnica Evrope oziroma partnersko mesto, Borna klas. V letu 2012, ko je tudi bil kulturna prestolnica Evrope oziroma partnersko mesto, sem jaz objavil ta projekt Petava. In sicer ideja je bila takšna, da ne bi kazali v letu 2012 samo pustnih šem, sem si rekel, bom še nekaj jaz skoval. Sem si vzel fotoaparat in šel v mesto in prijatelj je dejal, imam eno idejo in sicer jaz bom poslikal vse te obraze na hišah. In to bo moj del v EPK. Potem sem šel v mesto, jih poslikal in se je nekako v meni kar samo od sebe sprožilo, da pa obrazi imajo tudi telesa. In ta telesa so hiše. In obrazi in telesa imajo potem tudi življenje. In življenje je duh mesta. In se je to v tistem trenutku tako aktiviralo kot tisto znana zgodba o šahovnici, ko daš eno zrno na prvo polje in pol na koncu je toliko zrn, da jih sploh matematiki ne znajo zračunati, koliko jih je. In iz tistih v začetku načrtovanih 100 ali 120 slik imamo sedaj že v Petavi 50 000 fotografij. Sicer niso vse iz Ptuja, ampak zgodilo se je vmes to, ko se avtor poglobi v bistvu neke arhitekture in zgodbe, ki jo to arhitektura govori, se potem seveda mora dotakniti tudi konteksta in nastalo je to, da je iz Petave, Ptuja, ki kot nosilne destinacije, prišlo do detaljirane predstavitve Dunaja, Frankfurta, Beograda, Skopja, slovenskega Primorja, Ljubljane, Maribora in skoraj do cele Slovenije. In ta sekundarni del Petave, se pravi tisto, kar ni ptujsko, je neke vrste zrcalna metapozicija, ki nam od zunaj sporoča, kaj pa Ptuj je. Da ti sam sebe vrednotiš, moraš imeti neke modele, po katerem se lahko ocenjuješ. Če boš sam sebi govoril, sem najlepši, pa ti to ne bo potrdil, ni nujno, da tako je. No in potem sem štartal na iskanju nekega temelja za neko močno zadevo. Kaj imamo tukaj, kar nimajo druge. In to vidimo na prvi strani, to je Mitrej.
Deo Soli, torej Bog Sonca. To je zadeva, ki ob ustreznem odnosu oziroma poglobitvi vanjo odpre marsikatero vprašanje oziroma odgovori marsikatero vprašanje. In zato sem se odločil, da celostno podobo Petave gradimo okoli tega Mitreja. Jaz sem nekoč dejal, tako kot imajo Egipčani piramide, ima tudi Mitreje. Seveda ne v enakem obsegu, ampak ima nekaj, kar ni samo gostilna, pa dober hotel, pa toplice. Nekaj, kar druge ni. Ima jih največ v Evropi, sa Veliko Britanijo. Tako? Ja. In to nam pove tudi naslednje, da takrat, ko so Mitreji nastajali, so se zavedali pomembnosti te regije, ker poznamo logiko nekih templov in cerkva, gradili so jih vedno na najboljša mesta, ne na najslabša. Torej, če potem to povežemo z tistim dejstvom, da je Ptuj nekoč bil tako, kot je danes London, potem nam mora biti jasno, da ta potencial in substanca je še vedno tu. No in sicer sem prvi del Petave, prvo fazo gradil okoli grba, ki se nahaja tukaj na Morkovi ulici, na katerem piše Bild of Macht Frei Arbeit Adet, torej izobrazba osvobaja, delo plemeniti. Na tem mestu lahko rečem, da je nekaj takega, kar piše tukaj, dejansko vidno samo tukaj. Tako konkretno sporočilo za neko zdravo življenjsko filozofijo sem doslej našel samo na Ptuju, pa sem poslikal skoraj da vse grbe na Dunaju, vse grbe v Frankfurtu, vse grbe v Gracu, vse grbe v Salzburgu in tega ni. In potem sem ta arhitektonska dejstva spojil s tistimi konkretnimi informacijami, da so takrat pa želeli imeti močan teater in arhitekti, ki so se prijavljali, da bi ta teater snovali, so bili Dunajčani, direktori, ki so hoteli biti direktori takrat v Petavo, so bili z Dunaja, Graca, z Nemčije in tako naprej. In da preveč ne vlečemo, kar strnil, mi je postalo jasno, da pa to je pomembna regija. In potem, kako zdaj to pokazati, da je to pomembna regija, ne zgolj samo na nivoju mi rabimo turizem, s Petrom večkrat debatiramo in ravno danes sem rekel, mi rabimo najprej nekaj, kar bo turiste pritegnilo. To je tam tako vsem jasno, da mi rabimo turizem, ker nije destinacije, ki si ne bi želela obiska ljudi od drugod, ampak kako turiste dobiti sem. In smatram, da je detaljirana predstavitev mesta dejansko temelj razumevanja mesta. In ko mesto razumeš, mu lahko daš zgodbo. In ko imaš zgodbo, ki ni samo na nekem nivoju užitkov in razvrata, ampak je lahko zelo močna in dolgoročna, potem imaš temelj, da dejansko udejaniš idejo, ki si jo zastavil na začetku, v tem primeru Ptuj potrebuje turiste, drugače bomo vsi propadli, reče na ulici. Torej, vabim vas na Petavo. Za začetek vam pokažem tukaj levo spodaj, da ta projekt trenutno že ima 616.851 klikov na internetu. In ga odpremo. Ko zapremo vse mape, vam na hitro pojasnim, najprej je informacija o moji agenciji, potem je informacija, kaj Petava je, projekt info, Deo Soli Mitreji in potem takoj pride Ptuj. Sicer bom sedaj v tej predstavitvi skočil najprej na Petava Petav, kjer sem prikazal naslednje. Vmes povem, da so te vse slike geomapirane, to pomeni, da je možno na zemlji vidu Google Maps videti, kje se to nahaja, ne samo da se, ampak kje se. Tanja zelo obladuje v fizički računalnik in iPad. No in tu imamo fotomontaže, Ptuj nekoč in Ptuj danes. Žal moramo reči, da je nekoč zgleda boljše. Ja? Tudi vi. Žal. Tako je. In potem se vprašamo dalje, če tudi se vrnem na konkretno zgodbo gledališča, ki jo vem iz prve roke, kako so lahko v času, ko ni bilo telefonov, GSM-ov,
lahko bi rekel celo ne elektrike, teater tako dobro zgradili, tako hitro, ko pa so obnavljali tega, pa da sedaj niso znali narediti. In nekako bi rekel človek, brez kakve slabe vesti, bolj ko se nam razvija tehnologija, manj jo znamo uporabljati očitno. In kar je nekoč bilo na roko narejeno, je bilo trajno, danes pa nam razpade čez 2 leti. In to je problem, ampak ni namen tega predavanja o tem govoriti, sem samo opozoril, da se na slikah vidi, da je nekoč bilo to res čudovito mesto, ki je imelo, da nimo grad Turnišče, ki je imelo tisti občutek domačnosti, topline in urejenosti. In če malo se na nivo neke kritike spustim, tu je manjka urejenosti, ker človek se dobro počuti, ker je pospravljeno čisto lično, ne počuti se dobro v kaosu in še posebej, če gre na dopust, bi se tam rad odpočil. Torej mora priti v okolje, kjer ni stresa in kjer so zadeve jasne, levo, desno, gorno. Tako da na tem moramo delati. Skratka, to je eno od poglavij. Tu je nekoč Ptuj danes, oziroma Petav proti Ptuju. Da se vrnemo nazaj. In sedaj je na nas, ne da samo kritiziramo, ampak da damo, da nekak definiramo algoritem, kako priti nazaj tja. Reči, da je vse razrušeno, je najmanjši problem. To ni težko. Zato se bomo sedaj popeljali v album, ki je bil prvi, in to so tiste podobe, ki sem jih omenil na začetku. Katere vse podobe, oziroma ne, tako bom, kot sem dejal Petru sedaj, začel bom z eno filozofsko zadevo. Lastniki hotela nekoč Osterbergeri imajo en zelo poseben nagrobnik. Nahaja se na starem ptujskem pokopališču in na njem piše to. Es wird der Tag kommen, da alle, die in den Gräbern liegen, seine Stimme werden hören. Torej, če bi to malo tako metafizično prevedli, prišel bo dan zavedanja. Tako zelo pomembno, ker če mi želimo naše mesto prodajati kot nekaj ekstra, moramo iti na nivo sofisticiranega, pametnega turizma, ne šotorov in življenj in pijanec. Tako je moje mnenje, to najdeš vse povsod. In ta nagrobnik je, kot rečeno, ena taka zelo dobra istočnica, mogoče napoved neke prihodnosti. Prišel bo dan, če prevedemo iz tega spiritualnega vidika, prišel bo dan, ko nam bo jasno, rečemo tako. Ne zdaj, da bo tu zdaj nekdo prišel in bo ljudem v grobovih govoril, ampak prevedimo, prišel bo dan, ko se bomo zavedali, čisto konkretno. In zavedali se bomo takrat, ko se bomo spoznali. Samo zavedanje temelji na samo spoznavanje in samo spoznanje. Sedaj se bomo popeljali do tega prvega albuma. Podobe. Tukaj ga vidimo na zemljevidu, zato predavanje ga preklopimo najprej na galerijski pogled. In denimo lahko si postavimo vprašanje tako malo za hec, da ni samo govorenje, kje se nahaja to denimo. Polarijanski, ali? Gospod brat Švej, ki mesto pozna detaljno, to se nahaja na Pokafeju. In bistvo Petave je tudi tole, da zadeve prikazuje detaljirano, slikaj od blizu. Stvari, ki so 30 metrov stran, slikaj, kot da jih imaš na dlani in glej. Neverjetno, da greš mimo. Tako. In bliže, kot jo vidiš, boljše jo poznaš. In ko gremo nazaj v galerijo, denimo zelo markantna je tale podoba, tak, nekega Modrijana. Nahaja pa se tam, kjer živi gospod Čelan. To je na tisti. To je ironija. Hotel sem povedati v bistvu na Murkovi ulici, ki je nekako povezava med Slovenskim trgom in
mestnim trgom spodaj. To bomo sicer tematizirali enkrat kasneje, ker danes ni toliko časa, ampak ko se pogleda vse te, kako so si te podobe sledile, so zgodbo že govorile. Od ene do druge, rečemo po ptujsko face, se nekaj dogaja. Ni zdaj tu ena taka, tam ena taka brez veze. Ko se človek v to poglobi, vidi, da je to kot ena video igra. Iz ene stopnje moraš priti na drugo. Kompozicija. Kompozicija, ja, zelo smiselna kompozicija teh obrazov. Ja, ne samo, da bi rekel 100 let nazaj, čuj Frida, jaz bi pa imel tako faco na hiši. Ne? Oni so točno vedeli, zakaj imajo ali leva, ali obraz, ali kakršenkoli grb. In da se vrnemo nazaj v galerijski pogled. Ko se potem na hitro sprehodimo skozi to, zdaj sicer v takem manjšem načinu, vidimo, da je pa tega res ogromno. Denimo... Kaj pojdi sem, ja? Ne, hotel sem nekaj drugo, hotel sem. Denimo, hecno je bilo vprašanje, zakaj ima Narodni dom erotične motive. To je na Narodnem domu in to je tako malo v bistvu, to se ne vidi. Če se v tem sodobnem življenju domov se mi mudi, prišel bolnik, ki mi je pak plac kasirova, mali me čaka, tega ne vidiš in ti nad glavo gor je 30 let in ne vidiš, ker ne gledaš. In danes, ko imamo praktično vsi dostop do spleta, imamo s takim projektom možnost videti, kje živimo. In ko vemo, kje živimo, se zavedamo, kje živimo. In od objave tovrstnega projekta pa potem do realizacije konkretnih lukrativnih projektov, pa je potem pot še lahko mnogo krajša, ker več ni izgovorov. Lahko rečemo, imamo skrinjo za zakladom, začnemo ga prodajati, kupci bojo prišli. In z gospodom Račom se pogosto tako pohecam, nad Ptujem visi neko prekletstvo. In ravno danes smo se prej tudi tu hecali, torej moramo biti mi neke vrste eksorcisti, da to prekletstvo preženemo. Preženemo ga pa s tem, da se z njim soočimo. In da ne rečemo, kar ne gre, ne bo šlo, ampak da rečemo, ne imamo zdaj zbirko vseh teh motivov, rečemo, zdaj pa bomo z tega nekaj naredili, ker ko se poglobiš, čutiš, da so res impresivni, da so nekaj posebnega. In to mesto ni veliko po obsegu, ampak je veliko po intelektualni moči, ki se vidi skozi to, kaj so še takrat delali, preden je svet, tako jaz rečem pogosto po drugi svetovni vojni, zblaznel in je nastalo, kar je nastalo.